Tokratni pregled avtomobilskih novic začnimo z izredno pozitivno vestjo, da morajo biti od 1. aprila naprej vsi na novo homologirani avtomobili v Evropi opremljeni s sistemom eCall. Torej sistemom, ki v primeru nesreče samodejno pokliče reševalce in jim javi natančne koordinate neljubega dogodka. Številne blagovne znamke v Sloveniji sistem eCall že več let ponujajo. Imamo tudi že kar nekaj dokazov, da eCall prihrani minute. Na Postojnskem, kjer je bila velika prometna nesreča v megli na avtocesti, je naš eCall iz Forda Galaxije poklical dobri 2 minuti, preden je nastal prvi klic za pomoč v službo za obveščanje. Imamo Transita Customer, ki je sodeloval v nesreči, ko so na kraj nesreče prišli gasilci in reševalna služba, preden se je bila policija sploh obveščena o dogodku. A sistem, ki je v teh primerih rešil življenja, je bil odvisen od povezave z zunanjim mobilnim telefonom, torej od napolnjenosti baterije telefona. Po 1. aprilu pa morajo avtomobili ponujati od zunanje naprave neodvisno rešitev, torej z vgrajenim namenskim telefonom z lastno SIM-kartico. To bo veljalo za vsa na novo homologirana vozila. Vozila, ki so sedaj že homologirana in bodo dobila samo prenovo, prenovljeno zunanjost, prenovljeno tehnologijo, bojo lahko še vedno uporabljala sistematizacijo, ko ni potreben eCall v serijski opremi. V vseh novo homologiranih vozilih, torej popolnoma novih modelih, bo pa ta tehnologija seveda nujno serijska. Preselimo se v New York, na dogajanje na tamkajšnjem avtomobilskem salonu. Za evropske ceste je najpomembnejša premiera nove 5. generacije Toyota RAV4. Po novem bo RAV vizualno bolj robustno terenski, bistven bo njegov hibridni 4-kolesni pogon, dizelskega motorja pa seveda ne bo več v ponudbi. Na tem mestu poudarimo še novega Subarujevega gozdarja, ta se drži že uveljavljenih prijemov, tako oblikovalskih kot tehničnih, v oči pa je padel tudi Volkswagenov Atlas, torej večji SUV, kot bo v roku nekaj mesecev novi Touareg. No, v Ameriki so Atlasa pokazali v kupejevsko SUV-evski verziji in kot pick-up. Za zdaj sta to samo koncepta, a je jasno, da prav daleč od resnice nista. Zanimiv je tudi prenovljeni Tucson, še bolj pa Maserati Levante z V8 motorjem, ki ob pomoči 2 turbinskih polnilnikov ponuja skupno 437 kW, kar je 115 kW na liter prostornine. To je največ, kar jih je kadarkoli ponujal Maserati. Tehnično pomoč pa so seveda nudili v Maranelu. Newyorško premiero je imel tudi Volvov kitajski partner Lynk & Company. Predstavil je najmanjšega SUV-ja, model 02, ki bo s tehniko Volva XC40 na trgih tekmoval z Audijem s podobno oznako. In ko smo pri znamki, ki temelji na novih prijemih prodaje, naj povemo, da se vse več znamk odloča za ponujanje avtomobilov kot storitve poleg klasične prodaje. Koncept mesečne naročnine je v Ameriki začel testirati BMW, 3 tedne prej pa smo pri Mercedesu slišali tole. Wouldn't it be great if you could just drive a new Mercedes every month at a fixed cost? Well, now you can. With our new Mercedes Me Flexperience, you can get access to 12 different models per year. The whole process works easily with a smartphone app. So when the weather looks great for the weekend, just swap your sedan for a cabriolet and make the most out of it. No, Mercedes in BMW imata tudi sicer podobni mnenji glede mobilnostne prihodnosti. Car2Go in BMW-jev Drive Now zdaj spadata pod isto streho, ki pa ne bo ponujala zgolj car sharinga, ampak tudi številne druge multimodalne mobilnosti. Brkati Dieter Zetsche iz Mercedesa je združitev komentiral tako. Naloge oblikovanja prihodnosti mobilnosti ne bomo prepustili drugim. In morda bomo že kmalu poročali še o eni združitvi. Če se bodo pogovori zaključili v tej smeri, Renault Nissan kmalu ne bosta več zgolj zveza, ampak kar eno in isto podjetje. Francozi in Japonci menijo, da se bodo tako lažje zoperstavili Toyoti in Volkswagenu. Tokratne novice pa zaključimo s pametno registrsko tablico. Startup FanSense na Indiegogo zbira denar za proizvodnjo tablice z vgrajenimi parkirnimi senzorji.